Tisti, ki dobro poznate Kranj, vam Mohorjev klanec zagotovo ni tuj. Tam so danes ob dnevu brezdomstva v okviru programa Viški hrane odprli nove prostore oziroma razdelilnico hrane. Dosedanja, ki se nahaja v centru za brezdomce, je na žalost postala premajhna. Zato smo se obračali na občino in občina nam je stopila v korak, kot pri mnogih programih, ki jih izvajamo za lokalno okolje, tudi v tem primeru in namenila ta prostor za razdeljevanje. Današnja otvoritev, torej razdelilnica viškov hrane, je nekako še posebej pomembna za tiste, ki ne izpolnjujejo določenih kriterijev Centra za socialno delo, pa vendar težko živijo. Mislim, da je to zelo koristna stvar, ker ta hrana se drugače uniči in čestitke in zahvale Lions klubu in pa Caritasu, seveda tudi CSD-ju, ker so ta program speljali. Z začetkom globalne gospodarsko-finančne krize leta 2008 je število ljudi, ki potrebujejo pomoč, raslo. Padec številk oziroma pomoči potrebnih je bil predviden za leto 2015. To da daleč od tega. Lahko rečemo, da je čedalje več ogroženih družin, predvsem tistih, ki so morda zaposleni, saj eden od staršev, da je zaposlen, ampak ki dobiva tako nizko plačo in tako je hkrati pa tako visoko, če lahko reče, da presega cenzus in pomoči nobene ne more dobiti. Zato imamo zdaj na programu Viško hrano tako 54 družin, veččlanskih, sedaj skupaj okoli 103 uporabnikov, ki se seveda povečuje številka. V samem programu razdelilnica hrane, ki pa namenjena bolj posameznikom, in pa dnevno razdelimo okoli 100 kosil. Program Viški hrane je postal skoraj vseslovenski projekt, ki se je začel leta 2012 na pobudo Lions kluba iz Celja, ki v sodelovanju s tamkajšnjo mestno občino začel s svojim poslanstvom. 2014 nekako je tudi k nam pristopil k sodelovanju Lions klub Brnik, željo, da bi skupaj zagnali ta program tudi pri nas v naši kranjski občini. Mi smo seveda s to pristopili k temu veseli, izraven povabili še Caritas Šmartin, ki so še dodatno svojim prostovoljci omogočili, da je program resnično zaživel. Program eksplicitno deluje samo na prostovoljski bazi, kar pomeni, da potrebujejo prostovoljce, ki ob večernih urah hodijo po trgovskih centrih. Trenutno v Kranju imamo 6. Zadeva teče. V prihodnosti si želimo še več pomoči mestne občine Kranj, predvsem stališča, da bi dobili osebo, ki bi bila zaposlena tukaj prek javnih del. To pomeni razbremenitev prostovoljcev. Seveda ne popolnoma, ampak včasih je zdaj res kar težko. Želja vseh, še posebej predstavnikov mestne občine Kranj, pa je, da bi že čez 2 leti razdelilnico hrane zaprli oziroma da je tisti, ki so danes potisnjeni na rob, ne bi več potrebovali.